Will you put your hands down? Put your head up, play! Jojo, lep pozdrav vsem, moje ime je Matej Petek, to pa je kratka analiza četrte tekme velikega finala med Toronto Raptorsi in Golden State Warriorsi. Ne samo same tekme, temveč tudi dogajanja pred in po tekmi, ter seveda tem, kaj pomeni zmaga Toronto Raptorsov. To v prvem delu tega kratkega podcasta, v drugem delu pa več o novici, ki je v zadnjih dneh, v zadnjem tednu, dveh tednih razburkala slovensko športno javnost, ne samo slovensko, temveč tudi športno javnost v regiji in širše tudi po Evropi, vsaj ko govorimo o košarkarskem delu te športne javnosti. Namreč novici, da se Cedevita iz Zagreba in Olimpija iz Ljubljane združujeta, da bo v Ljubljani nastal klub Olimpija Cedevita, nov klub, naslednik Olimpije. Zato več o tistih prvih razmišljanjih, vtisih, morebitnih plusih, minusih tega združevanja, to pa v tem drugem delu. Preden pa začnem, bi vas pa samo zaprosil, če lahko seveda všečkate tale podcast in se, tisto kar je morda še bolj pomembno, naročite na naš Sportinfo.si YouTube kanal in če lahko isto storite tudi na naših Sportinfo.si SoundCloud in iTunes platformah. Tokratni podcast sicer v solo izvedbi, upam, da bo kljub temu dovolj zanimiv. Kmalu pa zopet sogovorniki, predvsem pri tem drugem delu, drugi temi tega podcasta, združevanje Olimpije in Cedevite, o tem bomo nedvomno govorili še ogromno in upam, da ko bo več znano, lahko povabili tudi kakšnega sogovornika iz kluba, vendar o tem več kdaj prihodnjič, zdaj pa da ne bom zgubljal časa, gremo kar veselo na delo z napovedanimi temami. Take a look at what the industry did to me. I was drinking Hennessy and then I had an epiphany. Got me thinking I should kill him and I'm saying it literally. Middle fingers to my enemies, I'll give him this energy. Kot se danes dvomno že veste, Toronto Raptorsi so v znameniti Oracle areni 105-92 drugič zapored na njihovem parketu premagali branilce naslova, aktualne prvake, ki bodo, kot kaže, to samo še nekaj dni. Kot vse kaže, se bodo od Oracle arene poslovili s porazom, namreč to je bila morda tudi zadnja tekma v tej znameniti dvorani, ki je videla tudi največje uspehe te dinastije Golden State Warriorsov, ki se bo, kot kaže, ustavila pri 3 naslovih. Zaostanek s 3-1 proti tako razpoloženim in tako samozavestnim Toronto Raptorsom se zdi v tem trenutku nedvomno nepremostljiv, vendar Golden State Warriorsi so se že vrnili iz zaostanka s 3-1. Leta 2016 so proti Oklahoma City Thunderjem zaostajali že z 3-1, takrat Oklahoma še z Durantom in takrat jim je uspel tisti fantastični povratek, na koncu premagali Oklahomo in se v finalu pomerili s Clevelandom, tam so pa izgubili po vodstvu z 3-1. Tam je prišlo pa do tega fantastičnega prevrata Cleveland Cavaliersov. 33krat so moštva zaostajala s 3-1 v finalnih serijah lige NBA in 32krat so ta moštva nato potem tudi izgubila te serije. Le enkrat je to uspelo moštvu in to so seveda LeBronovi Cleveland Cavaliersi. In vse sozvočje teh dogodkov, končna zmaga najprej po zaostanku s 3-1 proti Oklahoma City Thunderjem in nato končni poraz po vodstvu s 3-1 proti Cleveland Cavaliersom. Vse to skupaj je seveda pripeljalo do tega, da se je moštvu pridružil še Kevin Durant in skupaj ta velika trojica, četverica, pravzaprav z Draymondom Greenom, Curry, Thompson, Durant in Green, osvojila še 2 prstana po tistem prvem 2015. 4 leta kasneje in 3 prstane kasneje, 3 naslove prvakov kasneje, vse kaže, da se dinastija Golden State Warriorsov končuje, končal jo bo pa igralec, ki je že predtem končal, zabil žebel v krsto ene druge dinastije.
Kawhi Leonard je leta 2014, ko je prvič postal MVP finala, pravzaprav s tem simbolično končal dinastijo Miami Heatov. Po tistem je sledila selitev LeBrona Jamesa nazaj v Cleveland. Vemo, kaj se je dogajalo z Miamijem. Mnogi slovenski navijači dobro poznajo leta post-lebronovsko obdobje, seveda Miami Heatov zaradi našega Gorana Dragića, ki je imel tisto nehvaležno vlogo, da je bil on tisti predvideni manjkajoči kos nove velike trojice po odhodu LeBrona in to je pa morda celo najbolj nehvaležna vloga v celotni NBA profesionalni košarki, da ti prideš kot manjkajoči del, manjkajoči kos nadomestek na nek način za najboljšega igralca lige. Z odhodom LeBrona se je namreč končalo obdobje Miami Heatov kot dinastije oziroma moštva, ki je vladalo ligi recimo v tem obdobju 3-4 let. In to obdobje, ja, kot sem dejal, je ravno Kawhi Leonard končal s fenomenalno predstavo v tisti finalni seriji in zdi se, da bo zdaj končal še eno veliko moštvo. Na pragu tega je, da zopet postane MVP finalne serije drugič v karieri in na pragu tega, da pravzaprav ga vsi, več ali manj vsi soglasno proglasimo za najboljšega igralca lige v tem trenutku, ne glede na redni del sezone, kjer ni recimo bil v idealni peterki in ni bil v pogovorih o MVP-ju, je preprosto izpustil preveč tekem, vendar vse te tekme, ki jih je izpustil v rednem delu, kjer so ga pravzaprav namensko Toronto Raptorsi počivali, so mu močno pomagale. Za primer, izpustil je recimo 5 tekem manj kot LeBron James, ki je bil skoraj 2 meseca odsoten zaradi poškodbe. Torej, ko se štejemo vse tekme, ki jih je Kawhi letos izpustil, četrtino sezone na koncu ni igral in to se mu zdaj obrestuje in verjetno bo to ena topika za naprej, namreč to je lahko nek template, nek model, ki mu bodo sedaj sledile druge ekipe in svoje glavne igralce verjetno četrtino sezone počivale, zato da bodo pripravljeni na končnico. To je ena zanimiva tema za morda poletne debate, ampak zagotovo tema, o kateri bomo nedvomno še govorili, ker Kawhi Leonard je v tej končnici najboljši igralec. Tudi na sinočni tekmi v 41 minutah igre 36 točk, 12 skokov, 4 ukradene žoge, 1 blokada, zopet odličen v obrambi, ne samo statistično, temveč postori seveda ogromno takih stvari, ki jih statistika ne zazna, vsaj ta osnovna statistika. 50% met iz igre, 5-9 za 3, 100% pri prostih metih, 9-9, pravzaprav popolna predstava. Ne samo končna statistika, tista celovita slika, vendar tudi konkretno v tretji četrtini, ko so Toronto Raptorsi naredili tisto odločilno razliko, tretji četrtini, ki je pravzaprav odločila tudi tekmo. Tretji četrtini, ki so jo Raptorsi dobili 37-21, tam je Kawhi Leonard najbolj blestev, tam je bil najboljši, igral je celotno tretjo četrtino, zadev 5 od 8 metov iz igre, obe trojki, ki jih je vrgel, vseh 5 prostih metov, končal 17 točkami, temu dodal pa še 5 skokov in po eno blokado in ukradeno žogo. Zaradi njega si je Toronto priboril 16 točk prednosti napram branilcem naslova. Drugi igralec pa je Serge Ibaka, ki je samo v 5 minutah te tretje četrtine zadev vse 3 mete iz igre, dosegal 7 točk, blokado, imel akcijo, ko je blokiral polaganje iz neposredne bližine in na drugi strani v poltranziciji zadev trojko. To je bil morda celo moment, ki je na nek način prelomil tekmo. Namreč Warriorsi so srečanje bolje začeli. V prvem polčasu so vodili že za 11 točk. Nato slabše odigrali zaključek druge četrtine in odšli na odmor 4 točkami prednosti. Toda takoj po prihodu iz odmora sta sledili 2 zaporedni trojki Leonarda in vodstvo gostov z 2 točkama. Moštvi sta na to naslednjih 5 minut, 6 minut bili več ali manj izenačeni, nato pa v naslednjih 3 minutah niz 15-4, ta niz je bil ravno po vstopu Ibake v igro.
in prednost 12 točk po zaključku tretje četrtine. V zadnji četrtini se na to Warriorsi niso uspeli več približati oziroma nevarne zapretiti Toronto Raptorsom. 7 minut pred koncem so Raptorsi povedli celo za 15 točk, 6 minut na to za 16 točk, to je bila tudi njihova najvišja prednost na tej tekmi. In od tistega trenutka dalje in pa do samega konca tekme, zadnjih 5 minut recimo, Golden State Warriors si niso uspeli več priti na manj kot 10 točk zaostanka in morda narediti tekmo zanimivo, saj je bilo vse več ali manj odločeno. Pri Golden State Warriorsih se je vrnil Klay Thompson. Klay Thompson je tisti manjkajoči igralec, seveda bil na zadnji tekmi, če bi igral na obeh tekmah, bi vsaj eno Warriorsi nedvomno, mislim, da to lahko s precejšno gotovostjo trdimo, dobili. Namreč Klay je odigral izjemno tekmo na izjemno visokem nivoju, kljub temu, da seveda je daleč od tega, da bi bil 100% igra pod injekcijo, vendar v 42 minutah med 11-18 iz igre, 60 za 3, 60% za 3, na koncu 28 točk, odlična obramba, svojo nalogo je opravil na izjemno visokem nivoju, morda celo na malce višjem nivoju, kot bi lahko pričakovali za igralca, ki se spopada z neugodno poškodbo. Curry slabši kot na zadnji tekmi, ko je bil seveda izjemen z 47 točkami na koncu, vendar verjetno se mu je ravno sedaj na tej tekmi poznala utrujenost tistih skoraj 45 minut igre na tisti zadnji tekmi. Konstantno tekanje na obeh straneh parketa se mu je poznalo, preprosto ni bil tako svež, ni bil tako hiter, ni bil tako eksploziven kot na tisti tekmi. In če bi seveda Klay igral prejšnjo tekmo, bi verjetno tudi manjše breme bilo na stepu in zato mislim, da bi v primeru tega, da bi Klay igral na obeh tekmah, vsaj eno zagotovo Warriorsi dobili. Tako pa se zdi, da se ta dinastija končuje, tako kot že nekatere dinastije predtem zaradi poškodb. Recimo tudi dinastija znamenitih Showtime Lakersov se je končala na koncu zaradi poškodb. Tako pač je. Ali lahko morebiten povratek Kevina Duranta, o katerem še vedno vsi spekulirajo, naj bi bil blizu, zelo blizu povratku že na tej četrti tekmi, morda se bo vrnil, ne morem ga odpisati dokončno, ampak kaj lahko še reši, ko sem govoril o Kawhiju, da bo morda sedaj potrdil status najboljšega igralca lige v tem trenutku. V zadnjih 10 letih sta bila to nedvomno LeBron James in Kevin Durant. Za zdaj se pa vrnimo k dvema najboljšima strelcema, ostrostrelcema lige vseh časov, 1 in 2 pravzaprav sta verjetno na vseh seznamih. In če bi bila oba zdrava, oba ta dva igralca, jaz še vedno menim, da bi na koncu Golden State Warriorsi vendarle slavili. Če bi imeli vsaj zdravega Thompsona, zdravega Curryja, zdravega Draymonda Greena in tudi Kevona Looneyja, ki se je mimogrede vrnil na tej tekmi, vendar bil daleč od tistega Kevona Looneyja, ki smo ga gledali pred poškodbo v končnici in seveda pred tem v rednem delu sezone. In pa tudi Iguodala, ki ima prav tako težave s poškodbami. Sicer težave s poškodbami imajo vsi. Tudi Kawhi seveda ni 100%. Pri Toronto Raptorsih se različni igralci ubadajo z različnimi težavami, vendar v tej seriji je seveda nedvomno bolj poškodovano moštvo, bolj opustošeno moštvo so Golden State Warriorsi. Tukaj seveda ni nobenega dvoma. In če bi igrala ta udarna peterka, brez Kevina Duranta, brez Cousinsa, še vedno brez teh dveh igralcev, vendar peterka Thompson, Curry, Draymond Green, Iguodala in pa Kevon Looney, mislim, da bi ta peterka lahko na koncu bila dovolj za končno zmago in nov naslov prvakov Golden State Warriorsov. Imam tudi statistiko, ki to nedvomno potrjuje, namreč peterka Iguodala, Curry, Thompson, Green in Looney je igrala na 3 tekmah, skupaj igrala
skupno na teh 3 tekmah 46 minut in v teh 46 minutah na 100 napadov proti Toronto Raptorsom vodi za 4,2 točke. V napadu na 100 napadov proti Toronto Raptorsom dosega 111,1 točko, v obrambi pa prejema 106,9 točk. Torej 105 na parketu Warriorsi v tej seriji torej zmagujejo. Curry, Thompson, Green so tisto jedro, Looney je garancija za boljšo obrambo pod obročem in Iguodala za boljšo obrambo na zunanjih položajih. Pravzaprav na položajih od 1 do 4 je Iguodala pri svojih letih še vedno koristen, kar smo nazadnje tudi videli v letošnji končnici, vendar pogoj mora seveda biti, da je zdrav in zdravje je tisto, kar bo, kot kaže, na koncu Golden State Warriors tudi stalo ne samo 4. prstana, temveč tudi dinastije in seveda po vsej verjetnosti prstanov v prihodnosti. Bog si ga vedi, kakšna supermoštva se bodo ustvarila naslednjo sezono, kam bo odšel Durant. Mislim, da je njegova selitev več ali manj že skoraj da potrjena. Pravi čudež bi bil, če bi ostal v Golden State Warriorsih. Čeprav seveda poraz brez njega bi verjetno lahko morda malce zvišal te možnosti, da ostane. To, da po zagotovilih vseh poznavalcev in ne samo poznavalcev, tudi stavnic v Las Vegasu je selitev Kevina Duranta samo še vprašanje časa. Tudi Klay Thompson bo prost igralec, vendar on bo verjetno ostal, čeprav si ga želi pravzaprav želi si ga vsako moštvo, ki bo letos poleti imelo denar, prostor v proračunu za takega igralca. Ker Klay Thompson je ne samo, da je izjemno hvaležen v napadu, da ne rabi žoge za to, da lahko da recimo 50 točk, mislim, da njegov rekord je skoraj da 60 točk, pri tem pa samo 6 driblingov. Na tekmi, kjer je dal, mislim, da 57 točk, je on žogo odbil od parketa 5krat ali 6krat. Ne gre za pretiravanje, gre za dejstva. Tak igralec, ki lahko mimo blokov ves čas teče brez žoge, se giba brez žoge, prihaja do priložnosti za tako imenovane catch and shoot situacije, tak igralec je neverjetno hvaležen igralec in tak igralec je seveda tudi izjemno koristen igralec. Če pa temu dodamo še, kot sem dejal, že elitno obrambo, pa imamo res izjemnega igralca in Golden State Warriors si na neki povsem novi, neznani poti, ne vemo, kakšna je njihova prihodnost, ogromno neznank in letošnji seveda poletni prestopni rok bo. Pravijo, da je eden izmed najbolj pestrih in zanimivih v zadnjih ne samo 15, 20, 30 letih, temveč ker tam od nastanka lige naprej tektonski premiki se napovedujejo, ampak o tem seveda več v naslednjih podcastih. Povsem možno je, da bomo že po naslednji tekmi v Torontu delali neko končno analizo celotne serije, več spregovorili o vseh stvareh, ki gredo tukaj zraven. Na tej točki morda lahko povratek Kevina Duranta v peterko serijo podaljša za kakšno tekmo, tudi po tako dolgi odsotnosti je seveda res težko zaigrati takoj na tistem nivoju, na katerem si igral pred poškodbo. In mislim, da primer Boogija, DeMarcusa Cousinsa tukaj to nazorno potrjuje. Po povratku je bil sposoben eno tekmo odigrati na relativno visokem nivoju, na tisti tekmi, kjer je seveda Golden State v Torontu slavil. Tudi potem naslednji zadnji dve tekmi doma pa povsem neprepoznaven in nekoristen. Morda je bila celo napaka, da je igral, ne samo, da ni bil koristen, mislim, da je bil na teh dveh tekmah v obrambi in tudi napadu celo minus za ekipo in bi bilo bolje, da bi namesto njega igral Bogut in sedaj na tej zadnji tekmi Looney, morda celo bolje, da ne bi igrali sploh centrom neke določene minute. Tudi Bogut je imel nekaj dobrih minut, vendar tudi on je že prestar. Prestar, preprosto leta ne poznajo milosti, ko govorimo o profesionalnem športu. Leta in poškodbe seveda v primeru DeMarcusa Cousinsa in tako lahko tudi pri Durantu po tako dolgi odsotnosti. Tako da povsem možno je, da bomo že v noči z ponedeljka na torek, torej naslednji podcast potem v torek, delali nek, če uporabim ta izraz, pa morda ni najbolj primeren, ampak postmortem te serije, predvsem postmortem dinastije Golden State Warriors. Mislim, da to je pa neka disekcija zdaj celotnih
kakšnih zadnjih 4-5 let je verjetno na mestu analiza, čeprav o tem bomo govorili še dosti, o tem se bodo ne nazadnje zagotovo pisali tudi knjige in delali dokumentarci, ne z moje strani, tudi ne verjetno z naše Sportinfo strani, ampak nedvomno pa se bo o tem še ogromno pisalo in govorili bomo pa tudi mi v naših podcastih, seveda. Tako, na tej točki bi končal, vsaj kar se tiče tega prvega dela, zdaj pa mislim, da lahko kar brez oklevanja nadaljujemo še s tisto drugo temo, ki sem jo napovedal in ki nedvomno zanima številne poslušalce. Tako, sedaj pa še nekaj o tej drugi napovedani topiki, ki verjetno celo zanima več poslušalcev kot pa tista prva, glede na to, da gre morda celo za najbolj odmevno športno novico v Sloveniji. V zadnjem letu, že v uvodu sem rekel, ne samo za odmevno novico v Sloveniji, tudi v regiji in širše v Evropi. Na našem NBA Slovenija Facebooku, tudi na našem Košarka Facebooku in Sportinfo.si Facebooku ter Sportinfo.si Twitterju, torej na večjih naših družbenih omrežjih, smo objavili anketo, kjer smo vas povprašali o tem, kaj menite o tej napovedani združitvi Cedevite in Olimpije, ali podpirate ta projekt. Po tisti uvodni tiskovki obeh predsednikov klubov, Tomaža Berločnika in Emila Tedeskija, predsednika Petrola in predsednika Atlantic grupe, obeh podjetij, ki seveda stojita sedaj za tema kluboma. Po tisti tiskovni konferenci smo objavili to anketo in do sedaj, vsaj na NBA Slovenija, nekaj manj kot 3000 oddanih glasov in 63% vas je za in 37% proti. Torej, večina podpira to združitev. Malce, ko sem brskal po drugih portalih, medijih, se zdi, da je bil povsod podoben odstotek tistih, ki podpirajo ta projekt. In moram priznati, da tudi, vsaj po teh informacijah, ki smo jih dobili na tej uvodni tiskovni konferenci, tudi jaz podpiram ta projekt. Če je res, da bo ta projekt v Ljubljano in seveda Slovenijo zopet pripeljal enega, recimo temu, stabilnega evroligaša, če bomo recimo v 2-3 letih zopet imeli priložnost v Ljubljani gledati evroligaško košarko in bo Slovenija zopet dobila stik s tistim najvišjim nivojem evropske klubske košarke in bo slovenska klubska košarka dobila eno rešilno bilko, ker namreč v tem trenutku je treba priznati, da je slovenska klubska košarka nedvomno v krizi, ena redkih svetlih točk, recimo zadnje sezone Sixt Primorska, tudi topika za kakšen drug podcast, ampak poleg tega zelo malo svetlega, tudi seveda sama sezona Olimpije. Verjetno, morda lahko kar zbrišem to verjetno in rečem najslabša sezona Olimpije, vsaj tja od začetka 90-ih, če ne še dlje. Izpad iz ABA lige in sedaj ta združitev z Cedevito, ki pa je prav tako v tej sezoni, to sezono končala z kar dramatičnim porazom. 4-0 gladko so izpadli oziroma izgubili v finalni seriji proti Ciboni, proti cenejšemu in na papirju slabšemu moštvu. Z obema kluboma torej neuspešni sezoni, tudi neuspešno obdobje, vendar pri Olimpiji seveda govorimo o drugačnih neuspehih kot pri Cedeviti. Pri Olimpiji gre bolj za neuspehe na parketu, tudi za izgubljanje publike, pri Cedeviti pa zato, da pravzaprav v Zagrebu na Hrvaškem nikoli ni kot nek umetno ustvarjen nov klub, ni imela tistega prostora, ki bi ga glede na vložke Emila Tedeskija, zelo uspešnega poslovneža, ki je v hrvaško klubsko košarko v zadnjih 10 letih ogromno vložil. Cedevita pa kljub temu, da je na parketu seveda zmagovala, tudi nastopila v Evroligi, bila državni prvak, bila prvak ABA lige, igrala v Evroligi, vendar igrala pred napol ali pa še bolj praznimi dvoranami kot Olimpija. Obe moštvi sta bili glede na odstotek zasedenosti dvoran, glede na delež, povsem pri dnu ABA lige, sicer so bila moštva z nižjim obiskom, ampak Olimpija igra v dvorani za 12-13 tisoč ljudi, povprečen obisk v ABA ligi je bil pa nekaj več kot 1500
1300-400 gledalcev na tekmo in vprašanje, koliko kart je bilo od teh seveda kupljenih. Združitev teh dveh klubov, Financ Tedeskija na eni strani, tudi pomoč infrastrukture, ki jo ima Cedevita na Hrvaškem v Zagrebu, igralskega rosterja, samega support tima, trenerjev, pomočnikov trenerjev. Če iz tega bazena seveda zdaj Olimpija črpa in to pripomore k nastanku neke nove, bolj uspešne Olimpije, potem bi bil seveda, jaz neumen, če ne bi tega podpiral, bi bil idiot ali pa hejtera. Če združim oboje, verjetno lahko rečem hejterski idiot. Če ne bi seveda podpiral projekta, po katerem bi Slovenija zopet dobila stik s tistim najvišjim nivojem košarke, evropske klubske košarke, za katerega menim, da je nujno potreben, drugače se tudi naši reprezentančni košarki ne piše dobro. Namreč ta izpad oziroma izguba licence Olimpije je nekaj, kar lahko direktno povežemo recimo z neuspehom v zadnjih kvalifikacijah, z pomanjkanjem igralcev na določenih položajih. Namreč to, da ima Slovenija en klub, v katerem tisti največji talenti dobijo že zelo zgodaj priložnost na najvišjem evropskem nivoju, da se jih morda celo forsira na račun kakšne zmage več, da je razvoj igralcev prioriteta in seveda tudi zmage, kombinacija odličnega dela z mladimi in nakupa dobrih veteranov, izkušenih tujcev. To je preverjen recept, ki se ga recimo poslužuje litvanski Žalgiris in zaradi tega je tudi litvanska košarka tako uspešna, zaradi tega ta klub se enakovredno bori v Evroligi. Zaradi tega je Litva tak košarkarski fenomen, pa gre za državo, ki ima enako prebivalcev kot Slovenija in ki je neverjetno, že spet lahko to zbrišem, gospodarsko manj uspešna. Torej, potencial za vlaganja v košarko je pri nas večji kot v Litvi, pa vendar je Litva neprimerno bolj uspešna na klubskem in reprezentančnem nivoju v zadnjih 20, 25, 30 letih. Zato seveda tudi jaz po sedaj danih informacijah, po sedaj obljubljenih načrtih ta projekt podpiram, vendar tako kot verjetno veste tisti, ki mi sledite na Sportinfo, si Twitterju, imam določene pomisleke in sem bil tudi precej glasen pri teh pomislekih in morda celo kanček prekritičen, vsaj glede na to, da ogromno informacij še nismo dobili. Ogromno stvari ne vemo, ogromno neznanke tukaj, ne nazadnje, kako bo potekala sama združitev. Oba predsednika, Berločnik in Tedeschi, sta povedala, da so njuni pravniki pregledali vse okvire te združitve in ne vidijo nobenih težav. Olimpija, novo nastali, če tako rečem, oziroma združeni klub, bo naslednik Petrola Olimpije oziroma Olimpije iz Ljubljane. Državna prvenstva, vsi pokali, vsi dosežki Olimpije ostanejo v tem klubu, združijo pa se licence obeh klubov. Zdaj, pravno formalno, zakaj seveda govorimo o teh neznankah? Zato, ker do take združitve dveh klubov iz dveh različnih držav še ni na takem nivoju prišlo. To je tudi sam Tedeschi je dejal, avangarda, jaz bi rekel na nek način neka posebnost, anomalija, nekaj posebno novega, morda je celo avangarda pravi izraz tukaj, ampak uncharted territory, pravijo temu Američani, neraziskano območje. Združevali so se že klubi v istih državah, dveh različnih državah ne. In zakaj sem jaz seveda imel tiste uvodne pomisleke in zakaj jih morda še vedno tudi imam, ne samo jaz, tudi mnogi spremljevalci košarke na tem področju, v tej regiji nasploh, ko so v javnost pricurljale tiste uvodne informacije, ko sem govoril s kolegi, prijatelji o tem in tudi prebral nekaj prispevkov v medijih, ne samo slovenskih, tudi hrvaških, srbskih, bosanskih, ne nazadnje. Povsod smo lahko videli, da so se vsi takoj spomnili, ko so slišali za ta primer, spomnili na primer Crvene zvezde in FNP-ja. To je bil tudi razlog za moje, recimo temu, uvodne kritike, uvodne pomisleke ob tej napovedani združitvi. Namreč tisti, ki poslušate ta podcast že dlje časa, veste, da sem pogosto že bil zelo kritičen do Crvene zvezde in razlog je pa točno ta famozen prenos, združitev, mahinacija finančna.
če ne kar pranje denarja, ki se ga je Crvena zvezda poslužila, ko je pred 8 leti zapadla v gromozanske dolgove. Tako kot recimo Olimpija v Sloveniji, Cibona na Hrvaškem, tudi Partizan v Srbiji, ne samo Crvena zvezda. Vsi klubi so z različnimi spremembami davčne zakonodaje, ob seveda spremembah tudi tega, kako klubi lahko operirajo, vse to se je dogajalo seveda na našem prostoru, naši regiji, kasneje zaradi vseh znanih zgodovinskih dejavnikov kot drugje. Zato so mnogi klubi na hitro zapadli v precej više stroške, kot so predvideli. Tudi Crvena zvezda, ki je imela kar 15 milijonski dolg, višji kot katerikoli drug klub na področju nekdanje Jugoslavije. Olimpijo, vemo, je 5 milijonski dolg paraliziral za več kot 15 let. Smo poslušali zgodbe o sanaciji, o konstantni sanaciji in životarjenje, več ali manj životarjenje Olimpije. Cibona je imela malce večji dolg, ampak še vedno ne takega kot recimo Crvena zvezda s 15 milijoni. Tudi Partizan se je približal recimo 10 milijonom. In kako se je Crvena zvezda tega dolga znebila? Preprosto prenesli so svojo licenco na klub FNP, katerega predsednik je bil Nebojša Čović, vzeli tekmovalno licenco od FNP-ja, prenesli vse svoje dolgove, celoten 15 milijonski dolg na FNP, oni pa nadaljevali kot Crvena zvezda, kljub temu, da so igrali za licenco FNP-ja, naprej v državnem prvenstvu, naprej v ABA ligi in potem kmalu 2 sezoni zatem tudi v Euroligi, in zgodba o uspehu Crvene zvezde v zadnjih 5, 6, 7 letih jo lahko natančno izsledimo ravno v tej finančni malverzaciji, ki so se oni poslužili in ki se ni mogel noben drug klub. Če bi to lahko naredila Olimpija, če bi to lahko naredila Cibona, če bi to lahko nenazadnje naredil tudi Partizan. In edini razlogi, da te klubi tega niso mogli narediti, je to, da niso imeli človeka, ki bi bil tako blizu političnim vrhovom, kot je bil recimo ta omenjeni Nebojša Čović, ki je potem seveda postal predsednik Crvene zvezde. Iz predsednika FNP je postal predsednik Crvene zvezde in on tudi je tisti, ki je recimo temu idejni oče vseh uspehov Crvene zvezde v zadnjem obdobju. Preprosto je bila Crvena zvezda postavljena v en privilegiran položaj in še toliko bolj privilegiran položaj, zaradi tega, ker vsi drugi klubi so bili pa zaradi manjših dolgov toliko bolj oslabljeni. In to je razlog za to dominacijo Crvene zvezde na tem področju. In zato sem takoj pomislil na ene mučke. In da to nosi neko določeno težo, je potrdil tudi sam Emil Tedeschi, ko se je na sami tiskovni konferenci referiral na točno ta dogodek. Ni poimensko imenoval FNP-ja in Crvene zvezde, vendar je konkretno govoril o tem, da na področju nekdanje Jugoslavije smo že videli razne mahinacije, mučke, po katerih so se klubi znebili dolgov z raznimi prenosi licenc in stvarmi, ki preprosto niso dovoljene. Je dejal, pri nas ne gre za to. In tukaj ima Emil Tedeschi povsem prav, tukaj ne gre za to. Oba kluba sta v črnem. Nista imela nobenih dolgov, poslovala sta pozitivno, ne združujeta se zaradi kakršnih koli finančnih težav ali pa dolgov ali brisanja dolgov. Take stvari nenazadnje v Sloveniji in na Hrvaškem sploh niso možne. Pravzaprav bi celo kriminalno verjetno odgovarjali, zakonsko odgovarjali, če bi se poskušali na tak način sedaj znebiti dolgov in bi morda tiste osebe lahko pristale celo v zaporu. Tako da to niti ni možno. In tukaj ima Emil Tedeschi povsem prav, ampak še vedno pa gre za... In to moram reči tako osebno, kot človek, ki rad vidi, da se stvari odločajo na parketu, ne pa za zeleno mizo. Olimpija si roko na srce seveda tekmovanja kot Olimpija v ABA ligi ni zaslužila. Ena kazen za res katastrofalno sestavljeno, selekcionirano ekipo mora obstajati. Ravno to je stvar tekmovanja celotnega. Če slabo delaš v pisarni, če sestaviš ekipo, za katero sem jaz recimo, takoj ko je v Superpokalu Olimpija izgubila proti Sixtu, takrat je seveda vodstvo napovedovalo boj, morda v ABA ligi celo za mesta, ki vodijo v UEFA kup. Sem dejal, da to je bolj kot ne znanstvena fantastika, zapisal na Twitterju, da ta ekipa v taki sestavi seveda preprosto ne more resno računati na boj za prvo polovico ABA lige. In kaj lahko se zgodi, da bo ob taki igri in če ne bo okrepila postavo,
pripeljala določene igralce, pripeljala kakšnega organizatorja, se kaj lahko zgodi, da bo tudi izpadla iz te lige. In če je to očitno, recimo že po superpokalu, pa ne samo meni, da se ne bom delal pametnega, tudi mnogi poznavalci košarke so o tem pisali, govorili takoj po superpokalu oziroma govorili o več kot očitnih pomanjkljivostih te ekipe. In neka kazen za to mora obstajati in čim pride seveda do teh selitev licenc in tega jaz imam določene probleme, ampak bom to seveda nekako pogoltnil, sprejel za dobro slovenske košarke, ker nekako to je seveda tisti bottom line zame in verjetno tudi za vas in verjetno za večino ljubiteljev slovenske košarke, nasploh navijačev Olimpije, navijačev slovenske reprezentance. Tisto glavno merilo je, kaj bo od te združitve imela slovenska košarka in imela seveda posledično slovenska reprezentanca. To je zame tisto glavno vodilo in to je seveda povsem razumljivo glavno vodilo, glavna stvar za ljudi na Hrvaškem, ki sedaj protestirajo zaradi tega odhoda Cedevite in Emila Tedeskija z hrvaškega prostora, ker iz hrvaške klubske košarke odhaja 3-4 milijoni, odhaja denar, odhaja know-how, odhaja znanje, odhajajo ljudje. Odhaja Tedeschi, ki 10 let, dejal sem, ogromne denarje vlagal v hrvaško klubsko košarko, bo sedaj ta denar, kot kaže, z izjemo seveda juniorskega pogona, ki naj bi pa obstajal še naprej v Zagrebu in ki bi na nek način kot recimo temu Cedevita Olimpija 2 funkcioniral v Zagrebu in kjer bi recimo kakšni potencialni tudi mladi slovenski talenti, skupaj s hrvaškimi in ostalimi iz regije, iz Evrope, iz sveta, se pripravljali na delovanje v A ekipi iz Ljubljane. To je tisti B pogon, samo treniranje in ta pogon ne bi tudi igral, morda, če bo to dovoljeno, v hrvaškem državnem prvenstvu, kar bi bilo seveda super, če se lahko mladi talenti na relativno visokem nivoju, v relativno dobrem prvenstvu pomerijo že zelo zgodaj. Že spet, to so vse samo pozitivne stvari, ko govorimo o slovenski košarki in morda na nek način negativne za hrvaško košarko. To so vse stvari, o katerih bomo nedvomno govorili še v prihodnosti, o teh vseh vidikih tega združevanja in ko bomo končno lahko vedeli, kaj natančno, konkretno seveda vse to skupaj pomeni, kako bo izgledal ta klub, kdo bo zasedal vse položaje v tem klubu, od seveda upravnega odbora, kdo bo imel večino tam, kdo bo predsednik tega kluba, kdo bo športni direktor, kdo bo trener, to bo verjetno celo prva stvar, o kateri se bodo odločali po končani, zaključeni združitvi. In na koncu seveda še kdo bodo igralci, kakšen bo roster, kdo bo igral za ta klub, katere te mlade talente bodo uspeli privabiti, katere morda slovenske reprezentante, brez seveda nekih igralcev, s katerimi se lahko ljubljanska in slovenska publika identificira, bo verjetno precej teže, roko na srce. Tako pač je, mislim, da s tem nisem tople vode izumil. In ravno recimo stvar trenerja je eno vprašanje, ki bo že pokazalo, kam lahko razmišljamo, namreč v igri za novega starega trenerja, če tako rečem, sta Jure Zdovc in pa Slaven Rimac, trener Cedevite v zadnji sezoni, predtem pa, ko je bil Zdovc trener Cedevite predlani, pomočnik Zdovca v Cedeviti. Emil Tedeschi je povedal, da bodo edino vodilo pri vseh odločitvah samo kompetence. Kompetence, znanje, stroka, izkušnje ne nazadnje. In če je temu res tako, če bodo res glavno vodilo samo kompetence, potem je seveda izbira odločitev o trenerju lahka. Potem bo trener Jure Zdovc, ki je bil uspešen trener že v Bosni, v Sloveniji, na Hrvaškem, Grčiji, Turčiji, Rusiji, ki je bil nenazadnje izbran za trenerja leta v Eurocupu, tistem drugem najboljšem razredu evropskega klubskega tekmovanja, ki je bil prvak v bosanski ligi, prvak v slovenski ligi, prvak v hrvaški ligi, osvajal pokale v slovenskem in hrvaškem prvenstvu, bil za izjemnim kokoškovim drugi najbolj uspešen selektor slovenske reprezentance in mnogi še vedno menijo, da mu je predvsem sreča vzela možnost, da bi se pohvalil tudi z nazivom prvega selektorja slovenske reprezentance, ki mu je uspelo seveda ekipo popeljati do medalje. Če so stvar odločitve samo kompetence, potem bo seveda Jure Zdovc trener, ker na drugi strani stoji Slaven Rimac, ki je trener šele od leta 2014,
13-14 je bil prvo sezono pomočnik v Ciboni, nato pa lani pomočnik Zdovca v Cedeviti. Lani, ko je, potrebno je povedati, Cedevita osvojila naslov državnih prvakov, letos, ko je pa Rimac dobil priložnost za vodenje moštva kot glavni trener, je pa v finalu proti, in to sem že na samem začetku omenil, v finalu proti na papirju slabšemu nasprotniku in cenejšemu moštvu izgubila 4-0, skupaj s tem, da so recimo na zadnji četrti tekmi v zadnji četrtini vodili že za 17 točk, tam nekje 7-6 minut do konca, 7 minut do konca, pa še vedno na koncu izgubili. In če tako tekmo izgubiš, gre to ponavadi najprej na račun trenerja. Tako da, če govorimo o vseh vidikih teh kompetenc, ki jih je omenil Tedeschi, če izberejo Slavena Rimca namesto Jureta Zdovca, pa ne rečem, da seveda ne more biti, da me ne bo kdo narobe razumel, da ne more biti trener moštva z Hrvaške, lahko je Hrvat, Srb, Bosanec, Kitajec, meni je prav vseeno, samo da ima ravno te kompetence, ki jih je omenil Tedeschi, in Slaven Rimac, vsaj ko ga primerjamo z recimo Juretom Zdovcem, jih nima. Če bi recimo Tedeschi pripeljal Velimirja Perasoviča, tako iz glave, kot naslednjega trenerja Cedevita Olimpije namesto Zdovca ali Slavena Rimca, potem ne bi imel govorov, potem bi bili tudi moji pomisleki manjši, recimo. Če pa se odloči za Slavena Rimca namesto Zdovca, potem pa bodo tisti moji uvodni pomisleki, postali še malce, če temu tako rečem, glasnejši, ampak še vedno. Potem sledi seveda sestavljanje ekipe, igralcev, zapolnjevanje ostalih pozicij in ne nazadnje naslednja sezona in verjetno bomo lahko tiste končne ocene delali šele čez leto, dve. Ampak za tokrat pa mislim, da je več kot dovolj in upam, da nisem bil preveč dolgočasen. Če je temu seveda tako, bi vas prosil, tako kot sem že dejal samo v uvodu, za kakšen všeček in predvsem naročnino, če se še niste naročili na naš Sportinfo.si YouTube kanal, bi vas prosil, če lahko to storite. Do naslednjič pa vam seveda želim lep pozdrav, uživanje v tem končno lepem vremenu pri nas in kmalu v torek, seveda po naslednji tekmi finala lige NBA, se pa zopet slišimo in kot sem že dejal, upam, da v razširjeni zasedbi. Do takrat pa, ajde.